Zajčeva Kalevala je iz njegovega zrelega pesniškega obdobja in vsebuje zrelo pesniško poetiko Daneta Zajca. Predvsem se to vidi po tem, da on smatra ritem kot konstitutivni element pesniškega jezika. Hkrati se pa v Kalevali pojavljajo temeljni metaforični sklopi njegove poezije, recimo simbolika živali, ki jih srečujemo v tej drami, kot so labod, vidra, leopardi, simbolika barv, kot so bela, črna, rdeča, in simbolika temeljnih elementov našega sveta, kot je sneg, pravzaprav voda, ogenj in zemlja. Hkrati se pa te njegove značilnosti navezujejo na enega največjih mitov evropske književnosti, ki je seveda ustvarjanje sveta, bi lahko rekli vsak mit, vsaka mitska poezija je stvaritev sveta in tudi to je ena izmed tematik, ki pesnika Daneta Zajca blazno zanima. V Kalevali trije junaki potujejo iz našega človeškega sveta v podzemlje, v podzemeljski svet in to skozi deželo, ki pri vsakem od teh junakov sproži svojstveno iniciacijo. Vsak izmed junakov se v deželi Pohjola, ki je nenatančno določena, ampak čudežna dežela, spremeni in doživi nekako izpolnitev svoje usode. Ampak tisto, kar je recimo zanimivo za mitsko pripovedovanje in česar se Dane Zajc drži tudi v Kalevali, je dejstvo, da niso oni tisti, ki pripovedujejo svojo zgodbo. Njihovo zgodbo pelje in pripoveduje pripovedovalec, to je pesnik sam, ki je s tem tudi nekako posrednik med mitskim, čarobnim svetom in svetom tukaj in zdaj, kakor ga mi poznamo. Torej, Dane Zajc v Kalevali v svojem zrelem, močnem in najbolj čarobnem obdobju.